Pozdravljeni! Tokrat si bomo ogledali, kako prilagodimo nastavitve SPSS-a. Prikazanih bo le nekaj najpomembnejših nastavitev. V rodni vrstici na vrhu katerega koli okna izberemo Edit Options. Odpre se nam novo pogovorno okno ter prikazan zavihek General. Pod Variable Lists izberemo način prikaza spremenljivk v pogovornih oknih, kot sta ime spremenljivke ali opis, ter njihov vrstni red, ki je lahko enak tistemu v datoteki s podatki ali po abecedi. Shranimo s klikom na Apply in OK. To lahko storimo tudi tako, da odpremo izbrano proceduro. Odpre se nam glavno pogovorno okno, nato z desnim klikom kliknemo na seznam spremenljivk ter prilagodimo prikaz. Nadaljujemo v Edit Options, kjer kliknemo na zavihek Viewer. Pod Initial Output State lahko nastavimo, kaj je vidno v oknu z rezultati. Vklopimo na primer Display Comments in the Log, da se nam bodo v oknu z rezultati pred njimi izpisovali tudi programski stavki, uporabljeni za pridobitev rezultatov. To je pomembno za beleženje zgodovine dela in možnosti za ponavljanje zahtevanih opravil. Kliknemo na zavihek Output. Pod Outline Labeling ter Pivot Table Labeling izberemo prikaz spremenljivk in njihovih vrednosti pri izpisu rezultatov, pri čemer lahko izberemo imena, names, ali opise oziroma labels, oziroma oboje, torej names and labels. Uporaben je tudi zavihek File Location, kjer lahko določimo, kam naj se shranjujejo nekatere datoteke. Na primer Journal File, ki je dnevnik vseh opravljenih zahtev v SPSS-u. To je uporabno, vkolikor se na primer rezultati ne shranijo in lahko s pomočjo programskih stavkov ponovno izvedemo SPSS procedure. Spremembe potrdimo s klikom na Apply in zapremo pogovorno okno z OK.